Gasilke in gasilci PGD Kamnik so slovesno obeležili svojo 130-letnico. Popoldne so imeli veliko slovesno parado, že dopoldne pa so se predstavili s svojimi različnimi dejavnostmi. Danes predstavljamo vozila za prometne intervencije, vozila za reševanje z višin, vozila za požare in tako dalje. Imamo tudi prvo pomoč, gasilce bolničarje, ki nas kažejo pravilno uporabljanje respiratorjev, nudanje prve pomoči na kraju dogodka in tako dalje. Pa si pogledamo nekaj njihovih dejavnosti. Takole izgleda gašenje z gasilsko peno. Popoldne pa je bila najprej na vrsti velika gasilska parada. Nato je v Domu kulture Kamnik potekala še slavnostna seja. Poveljnik PGD Kamnik Jože Oblak je poudaril, da delo kamniških gasilcev poteka na zelo visokem nivoju in dodal. Marsikdo ravno zaradi tega težko razume, da smo v društvu le prostovoljci, ki pa za vso odgovornosti in profesionalnostjo delujemo v skladu z našim poslanstvom nesebično pomagati bližnjemu. Z visoko usposobljenim kadrom in sodobno tehniko smo kos intervencijam, ki so zaradi hitrega razvoja tehnike in tehnologije vedno zahtevnejše. Kot poveljnik se zavedam, da moramo slediti hitremu razvoju, predvsem za posodabljanje voznega parka ter osebne in skupne zaščitne opreme. Rokovanje za njo zahteva sposobnega človeka, ki stalno nadgrajuje svoje znanje, ravno zaradi tega velik poudarek namenjen izobraževanju in usposabljanju. Glede na število članstva imamo izredno visoko usposobljene kadre za vrsto osnovnih in specialnih znanj. Izobraževanj se ne udeležujejo samo člani našega društva, ampak tudi članice, ki so aktivne vpeti v življenje in delo društva. Hvala za podporo, za željo, da naj tako stane tudi v bodoče na pomoč. Kamniški župan Marjan Šarec pa je kamniškim gasilcem med drugim namenil tudi naslednje besede. Ko bodo nekoč zanamci brali zapiske iz našega obdobja, bodo lahko ugotovili, da nismo imeli lahkega dela. Obseg nalog se je drastično povečal.
Danes bi bilo ime požarna bramba neustrezno, saj se gasilci srečujemo s poplavami, plazovi, prometnimi nesrečami, celo nesrečami v zraku, iskalnimi akcijami, prevozi vode, tako občanom, kot tudi turističnim objektom v času najhujše suše, da o raznih odpiranih vrat in reševanju mačk z dreves niti ne govorim. Področje zaščite in reševanja v občini Kamnik je organizirano zelo dobro. Slovi po profesionalnem odnosu dela vseh udeležencev. Najbolj me zabolijo izjave posameznikov, češ, da gasilci tekmujejo, kdo bo imel novejše in lepše vozilo. Žalostno je, da to izjavljajo tudi ljudje, ki jim gasilsko delo ni povsem tuje. Nakup gasilske avtolestve v letu 2011 je dokaz o zmotnosti takšnega mišljenja, saj smo opravili izjemno racionalen in razmeram primeren nakup. Zapomnimo si enkrat za vselej. Gasilci ne kupujejo vozil in opreme zato, da bodo z njimi delali vtis na mlada dekleta in da imajo razlog za veselico, ampak zato, da so zmožni posredovati takrat, ko je to potrebno. Veselje ob rešenem življenju odtehta ves denar tega sveta. Vodo vozite za plačilo, a življenja rešujete brezplačno, bi lahko rekli. V imenu skoraj 30 000 prebivalcev naše občine se vam iskreno zahvaljujem za vse vaše delo, ki ste ga v preteklih letih opravili. Upam in želim, da bo tako tudi v prihodnje, saj vsakega od nas lahko kadarkoli čaka srečanje s kruto usodo. Takrat nam bo težko, a veliko lažje, ker bomo vedeli, da ste blizu in nam hitite na pomoč. Naj živi in se razvija prostovoljno gasilsko društvo Kamnik. Na pomoč. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Matjaž Klarič je na današnji slovesnosti odlikoval tudi nekatere kamniške gasilce. Potem pa je povedal. Zato ta odlikovanja, ki smo jih danes podelili članom prostovoljnega gasilskega društva, naj bodo tisti simbol, naj bodo tisti dokaz, ki bodo pričali o tem velikem delu naših prostovoljnih gasilcev. Ob tej priliki bi se vam vsem skupaj rad zahvalil za veliko truda, ki ga vlagate v našo organizacijo in vam zaželel tudi v bodoče uspešno delo in da bi bilo gasilsko društvo Kamnik tudi bodoče ponos slovenskega gasilstva. Na pomoč.